Magdalene Krivopete. Gledališče zatiranih za enakost spolov. Torej, Tjaša, a ti veš, kaj pomeni, če ti ženska najeda medtem, ko gledaš fuzbal? Ne vem. Da ima prekratek štrik iz kuhne. Projekt Enakost spolov je zakon. V tretjem podcastu se Noja in Tjaša pogovarjava s Katjo Zabukovec-Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo, ki ima 3 glavne naloge, in sicer zmanjševati toleranco do nasilja v družbi, pomagati osebam, ki doživljajo nasilje, nuditi pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da spremenijo svoje vedenje. Tokrat se bomo pogovarjali o kulturi nasilja in o kulturi posilstva. Živjo, Katja. Živjo. Oboje se da opisati v obliki piramide, ki jo bomo delile v podcastu, seveda, ampak kako jo pa lahko razložimo takole prek mikrofona? Pa se mi zdi, da najlažje, in to razlagamo tudi na vseh svojih delavnicah in predavanjih, tu povemo tako, da rečemo, da je nasilje v družbi tako normalizirano, tako vsakodneven pojav, da pravzaprav nas ne skrbi in da ne razumemo, da iz stvari, ki jih vsak dan rečemo, ki jih vsak dan naredimo in jih ne problematiziramo, nastajajo večji problemi. Seveda, da so najbolj razširjeni neprimerni komentarji, pa kakšne šale, ki ne bi bile samo dobronamerne in tako. Ampak vse to ustvarja to, čemu rečemo družbeno dovoljenje, da se lahko pojavljajo pa veliko bolj problematični načini vedenja. In zdaj, če želimo živeti v družbi, kjer bomo vsi enako vključeni in imeli enake možnosti, je pomembno, da se zavedamo, s čim tudi sami prispevamo k temu, da je nasilje tako normalizirano in da nas pravzaprav zaskrbijo res samo najbolj ekscesni pojavi. Takrat bi pa cela družba šla v luft, in bi vsi radi samo o tem se pogovarjali. Ampak teh je relativno malo, ogromno je pa tega, kar vsak dan spregledamo, čemur se vsak dan smejimo, kar vsak dan dovoljujemo v svoji okolici in naredimo tudi sami. No, in to je ta piramida, ki hoče pokazati, da se ne zgodi nasilje nekje daleč in neodvisno od nas, ampak da smo pravzaprav vse in vsi del tega problema, seveda pa po drugi strani torej lahko tudi del rešitve. In to je tisto bistvo, ko želimo opozarjati na to, kaj vodi do najbolj ekscesnih primerov nasilja, da povemo, da ni nujno, da sodelujemo v teh zastarelih načinih, da lahko vsak dan zberemo drugače in da lahko naše delovanje drugačno. No, zdaj ta uvodna šala, recimo je šala v narekovajih, na kateri piramidi in kje sploh pristane, a je to vsaj normalizacija nasilja, a je to še kaj drugega? Ja, šale, pa te neke ljudske modrosti so način, kako se utrjujejo neki v zgodovini utemeljeni in preživeti načini. In v šalah velikrat nastopajo različni različni načini diskriminacije in seksizem je eden izmed najpogostejših. Jaz se spomnim, ko sem pred leti sedela na enem predavanju, na eni taki veliki konferenci, in je tisti, ki je otvarjal konferenco, začel s štosom. In je začel s štosom, ki je bil nacionalističen in seksističen. Wow. In potem je želel pripovedovati, kako je nasilje slabo. In to je tisti hec, da ljudje razumejo, da je končen domet nasilja slab, ampak nekako ne razumejo pa, da je njihov prispevek tudi kar pomemben. Tako da vse te šale, vedno ljudje rečejo, v vsaki šali je zrno resnice, vsem pripomorejo k ohranjanju nekih tradicionalnih načinov, odnosov, stereotipnih predstav in podobno. Zanimivo je, da ko delamo v Društvu za nenasilno komunikacijo delavnice z mladimi po osnovnih in srednjih šolah, kako nam vedno povejo kakšen štos. Pa ne slabega ne mislijo, seveda, da ne, ampak enostavno slišali so ga od staršev, slišali so ga od drugih odraslih in zdaj ga peljejo naprej. A kje zbirate te vice? Ne, ker nam niso tako zelo smešni, ker enkrat vidiš, kam vse te stvari pripeljajo, potem ti ni več toliko smešno, pa ne želiš sodelovati v tem. Tudi opozarjamo na te stvari, ampak ko se začneš poglabljati v te zadeve, se ti zdi, da so ljudje, ki opozarjajo na neprimernost takšnih sporočil, da so zadrti, da so zoprni, da ne razumejo nobenega štosa in da hočejo narediti družbo kot zaporitansko. Z druge strani, kjer pa mi gledamo nasilje, ko pa vidimo, kako
res tragične posledice ima lahko, ne? Se nam pa to res zdi tisti minimum, no, pri katerem pa lahko čisto vsak sodeluje, da enostavno ne vstopaš v taka sporočila in da se zaveš, da imajo učinka. Ne? Če dekleta in fantje v času svojega odraščanja neštetokrat slišijo, da so punce oziroma ženske dobre samo za v kuhno, spalnico in podobno, ne? Potem en del tega ponotranijo. Ne da bi vedeli, ne da bi hoteli, postane to del sporočila. Ne? Zato je recimo to sporočilo, ki ga velikokrat dajemo na področju spolnega nasilja, je pač fantje bojo fantje. Taki so bili in taki bojo. Ne? Tako problematično, ker daje nekako res to informacijo fantom, da sami ne morejo nič narediti. Taki so se rodili in taki bojo umrli. Ne? Take so bile generacije pred njimi in take bojo generacije za njimi. Pa to absolutno ni res. Mi vemo, da je vedenje zelo pomembno povezano z dovoljenji, s spodbudami, ki v družbi obstajajo in zato je treba taka sporočila ustavljati. Zato se mi takim štosom ne smejimo, ne? Si jih pa včasih povemo tako, da se spomnimo, kako daleč še smo. Jaz včasih še vseeno sedim na sestankih, kjer vidim ogromno seksističnega vedenja, recimo to, da se ženske naslavlja z imeni, moške s priimki, da se ženske deli na gospodične in gospe, moških ne. In podobno, no? Tako tudi, da se ženske še vedno pošilja ven po kavo, po vodo in podobno, da poskrbijo za te stvari, da za računalnike skrbijo moški. Na te stvari se pogosto opozarjamo med seboj v Društvu za nenasilno komunikacijo, zato da tudi sami vidimo in da tudi sami se učimo ves čas, kje lahko ravnamo drugače. Fantje so pač fantje, so tudi mi dve hotele omeniti oziroma izpostaviti, ker se znajde na obeh piramidah v bistvu. Seveda. In je zelo škodljiv rek. In zanimivo je, da ko smo objavili mi to piramido na našem Facebook profilu, so se takoj oglasili spodaj moški, sicer mi vemo, kdo ti moški so bili so povzročitelji nasilja, ki so razlagali, da je to seksistično, da ne rečemo dekleta bodo dekleta, ampak v družbi na noben način ne dovolimo dekletom povzročati nasilja, tako da rečemo, ja, punce bojo pač punce. Obratno pa delamo s fantje, zato je seveda treba naslavljati te stvari, ki obstajajo in ki živijo med ljudmi. To, da so fantje tako drugačni in da bi morala biti pravila za njih tako drugačna, je zelo škodljiva mantra, ki jo ponavljajo stoletja. Daje pa neko zelo dobro upravičilo fantom, da se jim ni treba naučiti kontrolirati svojega vedenja, regulirati svojih čustev. Obratno, morajo pa to narediti dekleta in ženske. Tako da, zelo pomembno je, da vsi, ki delamo z mladimi, ki delamo z ljudmi, da slišimo te stvari in da jih enostavno nehamo uporabljati. Zdaj, mogoče samo, da se navežem, mineva ravno 1 leto, odkar so razne šole, predvsem ravnatelji in ravnateljice, dajale opozorila, kako se dekleta smejo oblačiti v šoli, ker pač fantje bodo fantje. Tako da jaz upam, da letos nisem zasledila, da bi že kdo opozoril na to, tako da jaz upam, da smo mogoče se lansko leto kaj naučili z tega. Je pa kar zanimivo, da ob vsem tem, ko imaš občutek, da je na vsakem koraku možno dobiti informacijo o nediskriminatornem vedenju, o ustavljanju seksizma, da si vendarle ravnateljica zasebne šole še privošči tako izjavo v javnosti, kar pomeni, da še vedno obstaja veliko podpore za to vrstna prepričanja in da je bilo zelo pomembno, da se je ta debata v lanskem letu zgodila, ker je to sporočilo fantje bodo pač fantje zelo povezano z upravičevanjem spolnega nasilja. Zato včasih v osnovnih šolah zlasti na spolno nasilje, ki ga dečki izvajajo nad deklicami, ne reagirajo dovolj, ne postavijo mej, ne rečejo, otipavanje pač ni normalno, moraš se zadržati, zaradi vpliva hormonov, ti nisi nek divjak, ki ni sposoben samo nadzora in dekleta ti niso na voljo za učenje biologije. Je pa to nekaj, kar če sporočimo 12, 13, 14-letnim dekletom in dečkom, bodo vedeli pri 18, 19, pa 40 letih in takrat njihovo otipavanje morda ne bo več otipavanje, ampak kakšne veliko
hujše oblike spolnega nasilja. No in to je to ustvarjanje dovoljenj, na kar v Društvu za nenasilno komunikacijo tako opozarjamo. Če ti ustvaraš dovoljenje, ga potem zelo težko spremeniš, ko ti ljudje odrastejo. In je to sporočilo sporno tako za dečke kot za deklice. Obojim bo v življenju povzročilo ogromno težav. Tako da včasih se našemu delu očita, da nas skrbi samo nekako za pravice deklic in žensk, ampak dejstvo je, da življenje v družbi, kjer imamo vsi enake možnosti in zagotovljeno varnost, koristi vsem, ne samo deklicam in ženskam, da v taki družbi lahko zagotovo drugače živijo tudi dečki in moški. Tako da to je kar pomembno razumeti, da ne gre za noben ekstrem, da gre za res tisti minimum spoštovanja, minimum nenasilja, ki se ga moramo pravzaprav vsi naučiti. Po končni fazi tudi zaupanje v fante in moške, da zmorejo bolje in več, ne pa da so po vseh tisočletjih človeštva še vedno samo zgolj in le hormoni. Tako, da so sposobni in tudi dolžni narediti več, tako kot morajo tudi dekleta. Tudi mi se moramo naučiti regulirati. Se to ni nekaj, kar bi bilo izključno za fante. In tako se zdi, da če bi bila tukaj vzgoja in sporočila bolj primerni, da bi imeli kasneje s spolnim nasiljem veliko manj težav. Tako pa recimo pri delu, ki ga mi upravljamo s povzročitelji nasilja, tudi spolnega nasilja, vidimo, da so pravzaprav začeli ponotranjati ta škodljiva prepričanja v zelo zgodnjem otroštvu. Ko so opazovali seksističen odnos do žensk, ko so dojeli, da imajo moški privilegiran položaj v družbi in ko so videli, v kaj bodo oni zrasli. Tam so se ustvarila tudi pričakovanja do njihovih partnerk, do njih samih. In ko to naslavljamo, vrtimo film res zelo, zelo daleč nazaj in se ne ustavljamo samo pri družini, ampak vidimo, da je teh sporočil v naši okolici nešteto in da je res potrebno organizirati drugačna sporočila, da dosežejo mlade ljudi. Velikokrat se sprašujemo, a upravljamo Sizifovo delo, ko opaziš toliko enega seksizma okrog sebe, kako naj potem s tistimi nekaj sporočili, ki jih dobijo v nekakšnih delavnicah ali pa v kakšnem stiku z eno reflektirano odraslo osebo, spremenijo svoje prepričanja mladi. Ampak prav to je tisto, kar naredi razliko. Prav to je tisto, kar lahko spremeni življenjski tok posameznika ali pa posameznice, da ima stik, zaupen odnos z nekom, ki je te stvari razčistil, ki razume, kaj je nenasilje, kaj je enakost, kaj so enake možnosti, kaj je spoštovanje in je pripravljen se o tem pogovarjati z otroki in mladimi. Tako da tudi, če prihajajo iz zelo slabih razmer, iz razmer, kjer dobijo vse razen tega, kar bi potrebovali, je stik s tako odraslo osebo tisti, ki lahko naredi razliko. In absolutno poznamo mnogo včasih otrok, zdaj odraslih, ki niso prevzeli vedenjskih vzorcev pa prepričanj od svojih staršev, ker so naleteli na drugačna sporočila in ker so imeli še druge možnosti. Zdaj, če se še malo vrnemo k piramidi, jaz moram priznati, da se mi je spolno nasilje sestavilo na en drugačen način, ko sem ga enkrat videla skupaj v istem vrhu piramide, kot je množični umor, na spodnjem robu je medvrstniško nasilje in vse to so vrste ekstremnega nasilja, ki pa seveda, kot ste že omenili, privedajo do tega že te predhodne zgodnejše oblike. In ja, kakšne oblike te zgodnejše, malo smo jih že omenili, šale, seksizem, ampak ta piramida ima kar nekaj stopenj, ne? Ja, tudi komentiranje teles, tudi dotikanje, recimo, sam pogledamo, kako se nosečni nenadoma, kot da ne bi bile več lastnice svojih teles, ker vsi se dotikajo tistih trebuhov, kot da je to zdaj skupna lastnina. Pa ne pomislimo, da to ni sam luškan, ampak da je lahko tudi karkoli drugega. Potem so to tudi sovražni komentarji, pa ocenjevanje žensk, poznamo tudi v slovenski javnosti, da so ocenjevali videz. Pa potem je tu razmišljanje, da je videz povezan z inteligenco ali pa sposobnostmi. Pa potem je tu ta pritisk, kako naj se oblači, obnaša ženska, pa tudi moški pravzaprav. In vse to potem pripelje do tega, da si upajo vedno več neprimernih komentarjev. Jaz imam recimo izkušnjo z enim
državnim sekretarjem iz ministrstva, ki ko mi je dal roko, tako kot mojim moškim kolegom, ki so bili na istem sestanku, je meni rekel, ne rabite mi povedati imena, se ženskih imen si jaz ne zapomnim. In enostavno vsi so se nasmehnili, razen jaz, ko sem vprašala, po čem pa si zapomnite ženske, ampak so potem bili vsi v neprijetnem položaju, ker kot da bi jaz pretiravala, ampak ne, taka normalizacija, ne, take stvari se zgodi. In potem to seveda pripelje do nekega otipavanja, tudi vrstniško nasilje je pogosto spolno obarvano, pa potem se začenja ta posesivnost v intimno-partnerskih odnosih, ki absolutno izhaja iz seksističnih prepričanj, in potem lahko to privede do tega, da ljudje mislijo, da se v intimnih partnerstvih spolno nasilje in posilstvo sploh ne more zgoditi, recimo, ker če si enkrat pristala, si zavedno pristala, pa spolno nadlegovanje na delovnem mestu, recimo močno povezano s temi sporočili, pa prepoved govorjenja o izkušnjah žrtev prav tako. In potem seveda to lahko vse te informacije, vsa ta sporočila o tem, da so moški privilegirani, da si lahko vzamejo več moči v odnosu, da se jim ženske moramo na nek način podrediti, pa še kakšni neumni filmi, kakšnih 50 odtenkov sive in podobno, ki to glorificirajo, pa potem pripelje do tega, da dejansko nekateri povzročitelji nasilja, na srečo redki, pa vendarle, imajo občutek, da so upravičeni celo ubiti svojo partnerko. Zanimivo je, da ko se pogovarjamo o žrtvami nasilja, pogosto v javnosti velja, da ne bi si ženske spolno nasilje izmišljevale, da ne bi na ta način dosegle neke privilegije. Ampak žrtve nasilja, ki jih jaz poznam, nas prosijo, da o spolnem nasilju ne poročamo, da ga ne prijavljamo, ker ne želijo, da bi kdorkoli drug še poslušal o najbolj ponižujočih izkušnjah njihovega življenja. In spolno nasilje ostaja pogosto skrito, tudi takrat, kadar se druge oblike intimno-partnerskega nasilja razkrijejo. Recimo, ko žrtve spregovorijo o psihičnem, fizičnem, ekonomskem nasilju, tudi o zalezovanju, molčijo še vedno o spolnem nasilju, ker ne želijo, da bi jih o tem na neprimeren način drugi spraševali. In vse to na nek način daje storilcu občutek, da ne dela nič narobe, da se še žrtev tega ne problematizira, da v javnosti se vedno pojavijo tisti, ki branijo storilce. Veliko je tistih moških, ki mislijo, da se moškim žrtvam spolnega nasilja ne verjame, pa to ni res. Po moji izkušnji se jim takoj verjame in iz tega, da strokovne delavke vedo za te očitke, še toliko bolj prisluhne in pomaga, ker je seveda prav, morajo dobiti pomoč. Ampak zagotovo niso oni tukaj v slabšem položaju kot ženske žrtve. Je pa za njih seveda več, ko imajo prepričanj o toksični moškosti, težje spregovoriti o lastni izkušnji spolnega nasilja, ampak odziv institucij po naših izkušnjah je pa ponavadi celo boljši kot pri ženskah žrtvah nasilja. In potem seveda, ko se zgodijo ti umori, femicidi, in ko za nazaj razkrivamo stvari, vidimo, da če bi znali kot družba reagirati drugače, bi bilo stvari možno ustaviti na mnogih stopnjah. Javnost se velikrat takrat obrne na delo policije ali centrov za socialno delo, ampak to sploh niso edini, ki lahko posežejo v dogajanje. Zelo pomembno je razumeti, da mi, socialna mreža, ogromno lahko naredimo in da tukaj največkrat opazujemo prav neuspeh socialne mreže. Institucije lahko reagirajo šele, ko izvejo, da se nekaj zgodijo. Mi, ko vas smo zraven, ko naš prijatelj užali svojo punco, ali pa ko naš bratranc poniža svojo ženo, ali pa ko naš oče pravzaprav odreka svobodo naši mami, mi smo pa tisti, ki bi lahko in ki bi tudi morali nekaj reči. Že veliko prej. Moja izkušnja s tem v zvezi, če lahko sam delim na kratko, v osnovni šoli. Mene so fantje čakali včasih v garderobi po 3, da sta me 2 držala, en me je pač šlatov. To se je nadaljevalo v bistvu od 4. razreda osnovne šole pa praktično do 7. razreda. In v 7. razredu sem to imela, s tem, da sem ves čas poročala, jaz sem glasna, zmorem povedati to in sem res redno poročala učiteljcem, ki so me seveda naučile, da je to zato, ker jaz bežim, ker kričim, ker skratka jaz sem kriva. In meni je bilo v 7. razredu tega res dovolj.
in sem tiste punce, ki so nas šlatali, fantje, ker smo bile ene bolj izpostavljene, sem nas v bistvu organizirala in smo en odmor šlatale fante. Pač to je bil takrat naš odziv, vrnemo vam. Tudi mogoče, da vidite, kako je to grozno, ne? In kako je to izgledalo pol z njihove strani? V roku 1 ure sem dobila grožnjo z okorom od učiteljice. Tudi sicer je to zelo tipična reakcija, da so ženske, ki ali želijo vrniti ali se želijo braniti, zelo strogo kaznovane. V našem zaporu na Igu, v ženskem zaporu, tam, kjer sedijo tiste, ki so lahko poškodovali ali pa celo ubile svoje partnerje, je najpogostejša izkušnja, da so bile tudi same predhodno hude žrtve nasilja in niso prejele ustrezne pomoči, take pomoči, ki bi jih dejansko zaščitila. In prav zato je treba govoriti o tem, da je nasilje, spolno nasilje, pa vse druge oblike nasilja, da so družben problem. Da to ni problem posameznice, to ni bil vaš problem, ki ste ga vi morali rešiti s temi fanti, ampak bi morali vam takrat pomagati na šoli, kjer naj bi bili temu strokovno, pa tudi drugače dorasli. Če prepuščamo to urejanje, ljudem, ki so v stiski, se bojo zgodili pač taki dogodki. Prišli bodo na ideje, kako lahko sami uredijo te stvari. Ni tako redko, da še vedno pridejo naše uporabnice, torej žrtve nasilja iz različnih institucij, pa jim tam dajo celo nasvet. Če bi bil jaz na vašem mestu, bi moj oče ali pa imate brata, bi šli oni obračunati s povzročiteljem. No, in to je tisto, kar je škodljivo. Zato ima demokratična družba drugačne načine in ima institucije, ki naj bi to naredile po nekih pravilih, omejile in postavile mejo povzročitelju. Če to prepustimo v urejanje žrtvam, ne naredimo nič dobrega. Gremo na zob za zob. In zmaga močnejši. Ampak institucije pa morajo opraviti svojo nalogo, kar žal vidimo, da je ne, do zdaj ne. Ženske sistemsko strani države nismo zaščitene, kot bi morale biti po vseh teh stoletjih nasilja. Ja, zdaj, hec je, da ima Slovenija na tem področju relativno dobro zakonodajo. Seveda so vedno možnosti za izboljšanje, ampak ko se pogovarjam s kolegicami iz tujine, so včasih kar presenečene, da imamo tako dobre zakonske možnosti. Ustavi se pa pač pri izvrševanju. Tako, če je zakonodaja skregana z vrednotami tistega, ki mora zakonodajo uveljavljati, pač najde načine, kako tega ne naredi. In tukaj je največ težav v osebnih prepričanjih ljudi, ki naj bi nudili pomoč žrtvam, ki naj bi sodelovali v tem koordiniranem sistemu tako, da žrtev dobi zaščito, povzročitelj, povzročiteljica pa meje. In tukaj se pa zaplete in tukaj poročajo žrtve o zelo slabih izkušnjah, o tem, da niso razumljene, da niso podprte, da so postopki taki, ki jih pretirano obremenijo, da je tudi izplen pogosto ravno obraten od tistega, kar bi ustavljali nasilje, in tudi te medijsko izpostavljeni primeri nam govorijo o tem. In ko se potem pogovarjamo z žrtvami nasilja in ko poskušamo predlagati, da bi šli v pritožbe, da bi nadaljevali, tudi zato, da se družbena miselnost spreminja in tako, nimajo več moči, seveda ne, kdo pa bi po takih kalvarijah, ki jih preživijo, še enkrat šel skozi te stvari. Ena mlada punca, s katero sem se pred kratkim pogovarjala, žrtev skupinskega posilstva, je rekla, tudi slišati več nočem za sodišče, nikoli več ne bom stopila na sodišče. In to je pa tisti problem, če nekako nimamo občutka, da nas institucije lahko zaščitijo, se bomo poskušali zaščititi na nek način same. Ta mlada ženska recimo se je omejila in praktično ne hodi ven, ne želi stikov z ljudmi. Seveda obstajajo še vedno hude stvari iz preteklosti, ki jo lovijo spomini, ki se jih ne more znebiti, ampak njen načrt za v prihodnje je, da bo ona tista, ki bo preprečila stike in na ta način se zaščitila pred podobno izkušnjo. In to je ti slabo, to je ti slabo. Sam želimo si, da se pa ne bi organizirali kakšni njeni bratje, očetje, pa tako naprej, pa poskušali tako, kot so včasih sami vzeli pravico v svoje roke, reagirati. No in če zdaj po vsem tem povedanem damo neko oceno stopnje, na kateri stopnji kulture nasilja smo v Sloveniji?
Pa jaz mislim, tako hec je, ne. Če vi danes vprašate ljudi, recimo te dni imamo vsi polna usta ničelne tolerance do nasilja nad starimi ljudmi. Potem bo spet eno umor ženske se zgodil, pa bomo imeli vsi ničelno toleranco do nasilja nad ženskami. Težava je v tem, da ko se moramo v teoriji izrekati, smo vsi proti nasilju in bi vsi zaščitili in pomagali žrtvam. Ne? Ampak v trenutku, ko se pa zgodi blizu nam, se pa aktivirajo vsi ti naši in predsodki, napačne informacije in stereotipi in bi pa radi malo prenašali odgovornost na žrtve, bi radi pomagali tem ubogim povzročiteljem, ki se jim bo zdaj uničili življenja. A ne? Začnemo dvomiti v žrtve, začnemo iskati njihova problematična vedenja v preteklosti, začnemo dvomiti v izsledke raziskav, a ne, in podobno. Spet, če se bo pa zgodilo daleč stran, bomo pa absolutno tisti, ki bomo najbolj proti nasilju. Tudi če v naših skupinah za delo s povzročitelji vprašamo, a oni sebe vidijo kot nasilne ljudi, vam bojo do zadnjega zatrdili, da absolutno ne. Še muhi ne bi nič hudega naredili. Vsi sosedje vejo, kako nenasilni so. Ne? Ampak večina njih je bila že obsojena zaradi nasilja ali pa ima izrečeno prepoved približevanja. In potem, ko se pogovarjamo z njimi, velikokrat pridemo do tega reči, ja, to je bilo pa čisto drugače. V tem primeru ne, je bilo pa to čisto jasno upravičeno, to še vi. Tako, ko se zgodi blizu, tam padamo kot družba na izpitu. Tam ščitimo storilce, tam krivimo žrtve, tam relativiziramo, minimaliziramo nasilje, tam uporabljamo ljudske reke in šale. Če se zgodi daleč, nam gre kar dobro. Tako deklarativno smo že prišli na neko stopnjo. Tako. Se spomnim, ko sem jaz začela pred 30 leti delati, pa so na SOS telefonu pripovedovali zgodbo o tem, kako so delali neko manjšo raziskavo o prisotnosti nasilja. In ko so sprašvali po vaseh, a je v vaši vasi prisotno nasilje v družini, so vsi rekli, da absolutno ne, kje pa tam pri njih ne. Ampak v sosednji vasi, tam ga je pa ogromno. Tako funkcioniramo. Druge malo dlje vidimo te stvari kot problem, blizu nas pa ne. Tudi tako, da recimo rečemo ženski, ki je žrtev, ne vem, spolnega nadlegovanja, ti ga moraš sam udariti. Oni sam to razumejo. Jaz sem to res velikokrat slišala. Meni se pa to upira, ker ne želim biti nasilna, zato ker je do mene nekdo nasilen. Jaz želim, da se nauči, da ne sme biti nasilen na način, ki je pač primeren za temu. Ampak žal še nisem tam. Lahko se bi vam zgodil, da če bi dejansko upoštevali ta nasvet, da bi zaradi tega doživeli še hujše nasilje strani tega povzročitelja in pa da bi bili kaznovani. Tako da nasveti so vedno slabi prav zaradi tega, ker ne predvidevajo, da smo ljudje zelo raznoliki in da so situacije zelo različne. In da nekaj, kar je delovalo pri eni, ne bo nujno delovalo pri vseh. In zato je ena od prvih lekcij na tem področju, ne dajej nasvetov. Poslušaj pa raziskuj. Naj žrtve nasilja razmišljajo, kaj bi bilo takrat za njih možno. Ne smemo pozabiti, da je pri spolnem nasilju, ko ženske, pa tudi moški, ko začutijo to grožnjo, ko jih je strah, da jih bo nekdo posilil, da je zelo pogosta reakcija nekaj, čemur se reče zamrznitev. Da enostavno ne zmorijo reagirati, da si lahko o sebi predhodno mislijo, da bi v takih situacijah udarle, grizle, brcale, ne vem kaj. Ampak v trenutku strahu, v trenutku, ko vejo, da se lahko zgodi še nekaj hujšega, pa zmrznejo. In to je dosti tak pogost obramben mehanizem, menda prisoten skoraj v 70% primerov, ima pa tudi neko preživetveno noto in sicer morda, če se ne boš branila, ne boš doživela še hujšega fizičnega nasilja, ne boš doživela hujših telesnih poškodb. Mi vemo, da se lahko posilstvo izide s hudimi telesnimi poškodbami ali pa tudi ne. In zato je treba žrtvam dati to moč in zaupati, da bodo takrat se odločile tako, kad bo pač za njih najboljš. Nekad se danes nam iz distance, bez tega, da sploh ne vemo, kaj se bi dogajalo, zdi pametno.
Pa če smo zdaj že pri tem, kako pa intervenirati, brez da v bistvu, ne vem, da opazujemo neko nasilno situacijo, kako intervenirati, da ne bi v bistvu žrtve izpostavili ali pa povzročali več škode kot koristi. Na kakšen način pristopati v nekaterih situacijah, pa recimo, da, ne vem, zdaj, da se zgodi nekaj na javnem kraju, tako kot ste prej opisali situacijo s tem državnim sekretarjem, kaj bil že, ko v bistvu ne vsi ostali dojemajo to žensko, ki je bila žrtev nekega seksizma, kot tisto, ki komplicira zdaj, ne? Ali pa, ne vem, javni kraj se zgodi na javnem mestu, na prireditvi, kakšen tak dogodek. Kako v bistvu takrat reagirati, da vse nekaj premaknemo, da ne vem, mogoče vsaj kdo od prisotnih reflektira? Ja, to je kar zahtevna naloga zaradi tega, ker se veliko ljudi, ko so prisotni ob nasilnem dogodku, straži za lastno varnost, ne? Kar je smisel, mislim, včasih je to zelo smiselno. Ampak vendarle ne, prav ta nema večina, ki smo tiho in ne rečemo nič, se delamo, da ne vidimo, v nerodnosti nasmihamo, pomagamo ohranjati pri povzročitelju to prepričanje, da ne dela nič kaj zelo narobe, da bi to mogoče vsak naredil, pa tudi, da se ne dogaja nekaj nevarnega. Zdaj, zato velja na področju nasilja, da je boljš reči nekaj, ne sejati tepst vmes ali nekaj tako, ampak enostavno ustvarjati sporočilo, ni okej, nisem pripravljena biti tiho zraven in je dovolj resno, da se vmešam. Zdaj, fino je pri tem enostavno spustiti na nek način sporočilo žrtvi ali pa samo vprašati, a ste v redu, potem pa to, kar delate, je nasilje, nehajte. A pokličem, oziroma ne, niti a pokličem, ampak poklicala bom policijo. Tako da ni žrtev tista, ki mora se izreči, ampak mi povemo, da mi ne bomo tolerirali nasilja, ki smo ga opazili in da bomo mi intervenirali. Zdaj, pri žrtvah moramo namreč razumeti, da če bi jih postavili v situacijo, ko bi jih vprašali, želite, da pokličem policijo, da bi jih spravili v potencialno nevaren položaj. Če reče ja, bo lahko kasneje doživela maščevanje povzročitelja in še hujše nasilje. Zato to naj ne bo njena odločitev, ampak pač naša, ko smo prisotni. In žrtve morajo včasih celo navidezno braniti povzročitelja, zato da bi se zaščitile. In nas bojo lahko napadli in reke, kaj se vmešavaš, zgin stran, kdo te je klical, kaj pa misliš, da si. In je to treba ne vzeti osebno in razumeti, da to morajo početi zato, da bi v očeh povzročitelja dobile tak status, da ne bi bile dodatno ogrožene. No, tako. Tako da v teh primerih je treba reči takoj nehite, kličem policijo, povprašati, a ste ok, in če žrtev reče z stran, ok, se s tem ne ukvarjati, razumeti, da je to pač nekaj, kar je zanjo trenutno nujno, kar je ocenila, da je najbolj pomembno. Poznamo mnoge žrtve, kjer so sosedje ali pa sorodniki, sorodnice klicali policijo ali pa center za socialno delo in prijavili in so se najprej obrnile zelo proti njima, ne, in so jih lahko tudi napadale, tudi rekle, da jih bodo tožile, ne vem, ne, tako, se zdrle na njih. Kasneje v procesu, ne, ko so pa ukrevale od nasilja in ko so si vračale moč, so pa rekle, da je bil to tisti dogodek, zaradi katerega so morda celo preživele. In da so takrat morale odreagirati na ta način. Tako da izkušnje mnogih tudi socialnih delavk pa delavcev so take, da ko naredimo prijave, da so lahko žrtve najprej jezne na nas, navidezno ali pa tudi v resnici, ampak kasneje pa večinoma ocenijo, da je bilo to vseeno dobro za njih, da so dobile sporočilo, da gre za nekaj tako resnega, da so se tudi drugi pripravljeni vmešati, da se jim zdi drugim ogrožena, in da potrebuje pomoč. No. To je tudi kar pomembno sporočilo. Velikrat namreč žrtve, da bi preživele, zmanjšujejo nasilje tudi same pri sebi. Se ni tako hudo, drugje še huj, pogled, kakšni kreteni so, ne vem, ta pa un pa tret, ne. Ampak če pa nekdo začne s prijavami, pa rečeš, pišu, ka ne, mogoče pa, da drugi vidijo, da sem jaz bolj v nevarnosti, kot v resnici sem, ne. Sej za žrtve, če želijo preživeti, nam je jasno, da ne morejo ves čas
negovati te ideje, kako ogrožene so, ampak da se obratno pomirjajo. Ne? Se ni tako hudo, ne? Se bom potrpela, pa se bom minil, pa sam še ta korona mine, ali pa sam službo boljšo dobi, ali pa sam doktorira, ali pa sam otroci zrastejo, ne? Neki pač. Tako, no, da jim je fino, da to sporočilo, da drugi to vidimo kot nevarno. Ne, prosim. Kar daj. Ne, hočela sem reči, da so ti bystanderji res zelo pomembni pri teh stvarih. Pogosto pa slišim prav od bystanderjev ali pa od sosedov in tako, sem pa stokrat poklical, pa na koncu se pa na mene spravila. Ne. Ampak jaz pa rečem velikrat, ampak stokrat pa nis poklical, pa so se spravili na žrtev, mislim, kje zdaj. Ja, tako je, ne, res si ljudje, ki želimo dobro, a ne si želimo, da bi potem to bilo tudi prepoznano, ampak je treba vnaprej vzeti v račun, da ne bo vsaj ne takoj. Ne? In da je zelo redko, da bi žrtev bila pol takoj hvaležna in rekla, ne, super, hvala, to sem pa res rabila. Pač ona je v svojem procesu in ta proces bo en čas trajal. Ne? Tako da ljudje morajo vedeti, kaj je neka končen cilj, ne? In ne pričakovati, da bo ta neka instantna hvaležnost tisto, kar bodo doživeli. No? Tega ne bojo. Še neka stvar, ki ljudje velikrat rečejo, se sem poklical, pa ni bilo nič boljš. Ne? Ni bilo pol čisto nič drugač. Velikrat ljudje ne vemo, kaj se dogaja na institucijah, kaj naredi Center za socialno delo, kaj naredi policija, in te institucije nam tega tudi ne smejo povedati, konec koncev. In zato dobimo občutek, da se ne zgodi nič. Ampak tudi tukaj je treba razumeti, da pri teh postopkih ne bomo obveščeni o tem, kaj se je zgodilo, in da tudi velikrat žrtve in povzročitelji vzdržujejo drugačno, poskušajo ustvarjati drugačen vtis v okolici, kot je pa dejansko stanje. Ne. Vse to, vsaka prijava je pa zagotovo pomembna informacija obema. Ne. O tem, da je nasilje nesprejemljivo in da pomoč obstaja, je pa informacija tudi naši socialni mreži. Ne. Če jaz kot oče kličem zaradi sosedov, kjer je nasilje, pomoč, s tem sporočam svojemu sinu, ne ga biksati. Nasilje je kaznivo, tega v naši družini ne toleriramo. Sporočam svojih hčeri, če doživiš kaj takega, rabiš pomoč, dobro je sprejeti pomoč. Ne? In to so pa že zelo pomembna sporočila, tako da ni treba misliti samo, kak je učink na družini, zaradi katere kličemo, ampak tudi kak je učink v naši lastni socialni mreži. In s tem živimo nenasilje, ne s tem, da razlagamo, kako imamo ničelno toleranco. Ja, zdaj ste že skoraj vzeli vsa naslednja vprašanja, namreč to sva želeli poudariti, kar tudi vi poudarjate na društvu. Nasilje je problem celotne družbe in problem tistih, ki nasilje povzročajo. In sem vas želela vprašati, kaj v praksi to pomeni, pa ste ravno kar v bistvu zelo konkretno dali primer, kako v naših lastnih skupnostih lahko kulturo nasilja in kulturo posilstva začnemo spreminjati in na to vplivati. Kako pa izgleda potem recimo koordiniran pristop skupnosti proti nasilju nad ženskami, konkretno tudi na to opozarjate v vašem društvu? Ja, zdaj zelo pomembno je, da pri reakcijah na nasilje vemo, da imamo različne ustanove, institucije, ljudje, različne vloge. In da razumemo, da en sam, tudi ena institucija sama, ne more ustaviti in preprečiti nasilja, skupaj pa lahko. Da mora biti delovanje koordinirano, pomeni, da morajo biti sporočila čim bolj poenotena, da mora biti v središču vseh intervencij varnost žrtev in da se potem naslavlja različne težave, ki pripeljejo do nasilja, vsak na svoj način. V socialni mreži recimo zelo pomembno, da se nudi podporo žrtvam, da se jim ponudi konkretno pomoč. Ne samo, če boš kaj rabila, povej, ampak a rabiš varstvo za otroke, a rabiš, da ti posodim denar, a ti lahko dam nekaj denarja, a bi prišla za en čas spat k nam, a grem s tabo na upravno enoto urediti stvari, konkretno pomoč. Da se povzročitelju reče, lej, takole se ti ne smeš obnašati, to je pač prepovedano, je kaznivo, boš imel tudi ti težave zaradi tega, a ne? Ampak jaz sem tvoj prijatelj in sem ti pripravljen pri tem pomagati, sam nehi, a ne? Moraš nehati te stvari početi. Potem, da svoje opravijo mediji, ki da ne
delajo, ne vem, sojen na svojih straneh, pa da ne poročajo, kot da gre za neke prvovrstne senzacije, ampak z razumevanjem zapletenosti tovrstnih odnosov, pa družbenega dovoljenja. Da sodelujo tukaj že vrtci z vzgojo za nenasilje, pa šole z konkretnimi reakcijami na nasilje in pa s preventivnimi programi, da sodelujo zdravstvene ustanove, da se ne oskrbi samo poškodbe ene žrtve, ampak da se gleda na celoto, da se sodeluje, da se načrtuje varno žrtev, da opravijo svoje centri za socialno delo, ki imajo veliko pooblastil in možnosti, da opravijo svoje policija, tožilstvo, sodišče, probacijska služba, zapori v določenih primerih, da torej cel spekter institucij, ki imamo povezave, a ne sploh nevladne organizacije, seveda ne, ki imamo povezave ali z žrtvijo, ali s povzročiteljem, ali z otroki, ali z vsemi in pa ki lahko vplivamo na prepričanja ljudi, da to tudi delamo. Velikrat nas iz različnih ministrstev vprašajo, kaj je treba narediti in včasih se v javnosti pa naslednjem femicidu lahko že kar vnaprej napovem, da se bo to spet zgodilo. Torej ob naslednjem umoru iz ljubezni. V naslednjem umoru ženske, ki je vse drugo kot umor iz ljubezni. Absolutno. Se bo spet pojavila ideja o elektronskih zapestnicah, kot čudežnem odgovoru. Ampak čudežnih odgovorov ni zato, ker ne gre za individualen problem, gre za problem, ki nastane v široki družbi, ki ga vsi mi vsak dan znova pomagamo vzdrževati, ki ga slabo vidimo, slabo prepoznamo, ki je utemeljen na diskriminaciji žensk, na neenakem plačilu, na večji obremenitvi z opravili doma in skrbi za otroke in stare in tako naprej. Pri zaposlitveni diskriminaciji opažamo te stvari in tako naprej. In zato lahko samo vsi skupaj ustavljamo in preprečujemo stvari in elektronska zapestnica ne bo naredila nič. In je treba ustvarjati pogoje, kjer se bomo vsi ljudje počutili varno, kjer bomo vsi imeli občutek, da smo spoštovani, da v primeru kršitev, ki pa verjetno vedno bojo, pa dobimo za to ustrezno pomoč. In to je ta koordiniran pristop, širši pogled, ne samo kaj je treba zdaj v tej situaciji, ne samo prepoved približevanja, ampak kaj širše lahko naredimo in kaj lahko naredi vsak izmed nas, vsaka izmed nas, da bomo živeli v drugačni družbi in da jo vsak dan znova soustvarjamo. No, in ko smo ravno pri skupnosti, pri družbi, je super čas za eno modro. To je rubrika, v kateri komentiramo seksizme, šovinizme in druge izme, ki se dogajajo tukaj in zdaj. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. In bom zdaj prebrala en tak primer. Uporabnik X-a, torej prej omrežja Twitter, sicer znano medijsko ime, sprašuje na Twitterju, in to zdaj citiram: "A lahko kakšni rečeš, da je lepa?" Konec citata. Na moj odgovor: "Če je v kontekstu, naprimer pred tabo se zavrti in reče, da ima novo obleko, frizuro, sicer pa kaj jo briga, kakšno mnenje imaš o njej, sploh o njenem izgledu. Posebej je pa to ne v profesionalnem okolju, kjer njen izgled ne igra prav nobene vloge." In na to je gospod napisal: "Ja, se mi je zdelo, da smo včasih, ko je spodobno le: gospodična, vaše intelektualne sposobnosti so izjemne, verjetno ste tudi dobrega srca, rad bi vas nagovoril k razmerju." Gospod je sicer tudi v nadaljevanju poskušal še naprej smešiti nova pravila. Odkot povajno ljudem občutek, da je komentiranja videza posameznika kar pravica? Jaz bi raje dala Katji najprej besedo za vso zakladnico znanja. Ja, pa se je vedno bila, ne? To je bilo vedno nekaj, kar so si ljudje vzeli. Tudi jaz mislim, da se dejansko znajo danes loviti nekateri, ki ne vejo, kako naprej od tega dobro kuhaš, pa dobro zgledaš, pa fajn mama si. In morajo iskati tukaj svoje načine. Tako da take debate so samo koristne. Je pa dejstvo, da ženske, dekleta, ženske, da zelo dobro zaznamo, kdaj nam nekdo hoče dobro, ki nam reče nekaj lepega, ki nam da kompliment, kdaj pa so zadnji
nameni, ki nam niso fajn. In da zelo čutimo razliko med nekim zapeljevanjem pa med nadlegovanjem. In da je posebej treba paziti na razporeditev moči. A ne? Nekdo, ki je v poziciji moči, seveda nima kaj komentirati videza, pa ne vem kaj, od nekoga, ki je v odvisni poziciji od njega. Jo, a lahko ta stavek še enkrat ponovimo, prosim. Če ga znam. Se pravi, nekdo, ki je v poziciji moči, mora zelo paziti, kako se obnaša do tistih, ki imajo manj moči od njega, nje, ker tudi vsako lahko celo dobronamerno dejanje ljudje z manj moči interpretiramo drugače in ima lahko drugačne posledice. Zato je neprimerno, da se o videzu šalijo ali pa o tem komentirajo profesori v relaciji do študentk, šefi v relaciji do podrejenih in podobno. Seveda pa to ne pomeni, da si zdaj v družbi nikoli več ne bomo nič lepega povedali en drugmu, daleč od tega. In to, kar poskušajo prikazati nekateri iz nekega strahu ali pa nelagodja pred spremembo, ne, da zdaj bojo pa omejeni, da zdaj bojo pa odnosi postali klinični, da ne bo več neke sproščenosti, ne drži. Ali pa samo ta strah, da morajo spremeniti sebe in svoj način razmišljanja, obnašanja, dojemanja. Kar pa ni tako lahko, ne? Ne, vsaka sprememba je težka. In če se spomnimo reakcije pravnega strokovnjaka iz Mariborske univerze, ki je v Odmevih rekel, ne, da če se bo spremenil zakon, samo da pomeni da? Tako po modelu samo ja pomeni ja, bo pa to zelo spremenil pravila igre. Seveda. Ja. Seveda, v igri ne bojo več ženske tiste, ki bojo morale si izboriti svojo spolno integriteto, ampak bom jaz se vsakič lahko znova odločila, a je spolnost nekaj, kar si želim ali ne. In to seveda spremeni pravila za tiste, ki mislijo, da si lahko vzamejo spolnost, kakor in s komorkoli si to želijo, in je prav tako. Ta pravila se morajo spremeniti zato, da se bomo lahko ženske počutile bolj varne, bolj vključene in bomo lahko v družbi tudi bolj sodelovali. Kaj je danes strah deklet? Zakaj si ne predstavljajo, da bi se javno izpostavile svojimi prepričanji, svojimi idejami, svojimi željami? Zato, ker jih je strah prav tega backlasha, da bojo šli na njihovo telo, na njihov izgled, da jih bodo diskreditirali kot ženske. Kako so oblečene, a so rodile ali niso in tako naprej. Točno to, ja. In to odvrača, ne? Zato je to nek način, kako se z diskriminacijo diskriminirane drži v podrejenem položaju, ne? Ker se pač bojijo tega, ker vejo, kakšni so učinki tega. Političarke, če pogledate na poročilih, še vedno začnejo na govorniškem odru snemati pri čevljih in jih potem snemajo gor do glave, politikov ne. Političarke bodo še vedno spraševali, kje si urejajo lase, pa kje se oblačijo, pa kdo skrbi za njihove otroke, ki so pač odsotne od doma, politikov ne. To vse so sporočila, ki jih slišijo mlade ženske in tudi mladi moški o tem, kaj je pričakovano za njih, ko bodo odrasli. No, pa če mogoče zdaj še malo sam tako obrnem pač pravila igre. Ta isti gospod se je namreč tudi zelo oglašal, ko je potem tekla debata, malo kasneje na tem iste platformi ena ženska objavila sliko nekega igralca in joj, kako je krasen ali seksi in lep. In potem so seveda ta gospod in mnogi drugi komentirali, kje pa so zdaj te feministke, ki pač ne dovolijo komentiranja videza žensk. A je to enako, a ni enako? Mislim, ni enako v tem na ta način, da se zaradi tega, ker je tako nepričakovano, ker je to nekaj drugačnega, se moški zaradi tega ne bojo počutili slabo, ne bojo spremenili svojega obnašanja, svojih ambicij in podobno. Tak vpliv pa bi bil na ženske. To je razlika, ne? A si ti skozi zgodovino bil na ta način diskriminiran ali ne. In tudi včasih je način, kako se diskriminirani zoperstavijo diskriminaciji, da začnejo v določenem obdobju uporabljati podobne načine, a ne? Da želijo pokazati na neprimernost. Sicer žal s tem ne pokažejo tistim, ki nočejo videti na neprimernost, ne? Pa vendarle je tudi to treba spoštovati. Ne? Zelo zanimivo je, kako se pojavljajo te debate. Vsakič, ko rečemo, ne vem,
nasilje nad ženskami, kaj pa nasilje nad moškimi. Vedno je potem tudi, mora biti tudi to težava. Nasilje nad temnopoltimi, kaj pa nasilje nad vsemi ostalimi. Ampak pač diskriminirane skupine res potrebujejo drugačno pozornost in dodajanje moči. Tisti, ki pa že stoletja moč imajo, pa dodajanja moči ne potrebujejo. Potrebujejo možnost, da to moč začnejo deliti. Tako in to sporočilo lahko uvrstimo najbrž nekje na začetek. Obe piramidi. Ne vem, če se gospod, zagotovo je to moški, ki je znano medijsko ime, zaveda, da doprinaša kulturi posilstva in kulturi nasilja. In zdi se mi zelo pomembno sporočilo tudi moškim, da poiskati pomoč ni nič sramotnega, ampak tukaj leži pogum. Poiskati pomoč in imeti to moč, da spremeniš svoj del doprinosa v kulturi nasilja in kulturi posilstva. Tako. In ko se spreminjajo prepričanja, je to vedno nelagodno. Se pa drugače družba ne more spremeniti. Če moraš privilegij, samo reči tako. Zdaj pa ne dovolimo več komentiranja, šlika pecko renčak. To je pa se, naj bo uradno, ni za 21. stoletje. Tudi gospodične, ne, smo kar gospe. Katja, kako je, po kakšno pomoč se ljudje lahko k vam zatečejo? Vi ste tudi točka brezplačne pomoči, ne? Ja, naši programi so sofinancirani, tako da vsi programi so brezplačni, edino kar tržimo so naša predavanja, pa delavnice, tako da vsi ljudje, ki imajo izkušnjo z nasiljem, se pravi žrtve nasilja, njihovi svojci, njihovi bližnji, lahko pokličejo po telefonu, nam pišejo po mailu, pridejo osebno, pri nas je na voljo svetovanje v teh različnih oblikah, dokler ljudje to potrebujejo, ko so vključeni k nam v program, lahko zagotavljamo tudi spremstvo na institucije, kar je včasih strašljivo za ljudi to početi. Imamo različne skupine za samopomoč pa treninge, ki jih organiziramo. Tisti, ki povzročajo nasilje, se lahko vključijo ali kot starši ali pa pač kot moški, ki povzročajo nasilje nad ženskami. Ta program izvajamo v 9 krajih po Sloveniji, tako da lahko pridejo in spremenijo svoje prepričanja, zaradi katerih danes še povzročajo nasilje, pa ga nekoč najbrž več ne bodo. Ponujamo pa tudi številna izobraževanja za šole, za različne institucije o intimno-partnerskem nasilju, nasilju v družini, spolnem nasilju, vrstniškem nasilju, vseh drugih oblikah nasilja in pa seveda o nenasilni komunikaciji, o konstruktivnem reševanju težav, to, kar ljudje potrebujemo. Ne rabimo samo, da se naučimo, česa ne smemo več početi ali pa kaj ni dobro za našo okolico in za nas same, ampak tudi kako pa naj ravnamo, kaj pa so tiste stvari, s katerimi pa se vseeno lahko izražamo in podobno. Tega se je treba tudi naučiti. Tako. Menim, da smo povedali v tem podcastu, kako je poiskanje pomoči ali pa pač poklicati pomoč za nekoga drugega, kako to vse skupaj prispeva k zmanjševanju kulture posilstva in nasilja. Zato bi se samo zahvalila najini gosti, pa tudi tebi, Tjaša, da si bila del tega podcasta. Hvala tudi z moje strani obema. Poslušalce in poslušalke pa prosim, da tale podcast delijo naprej, zato da nekoč postanemo kultura nenasilja in pa seveda vas vabim, da prisluhnite naslednjemu podcastu.